Živijo, tukaj Anže, poslušate oddajo Aparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. 15. epizoda Aparatusa je bila posneta 2. aprila in sicer z Luko Hvalcem, novinarjem Vala 202. Govorila so o njegovih začetkih na Radiu Študent, predvsem pa o tem, kako so na Valu 202 zajadrali internet in ga vkomponirali v radio. Potem pa še nekaj besed o njegovem času na Japonskem in na koncu seveda še programska in strojna oprema. Preden štartamo pa še enkrat hvala vsem, ki ste dali oceno podcastu v iTunesih, kjer se lahko seveda na njega naročite. Če pa tole slučajno poslušate v iTunesih, bo pa kakršnakoli ocena tam dobrodošla. Evo, zdaj pa Luka. Tako mi je cool dizajnerski, mislim, tako old school, ne? Predvsem je pa ta fora, no, ki je pač USB. Ja, tako da ga lahko kamorkoli. Zdaj sem še gledal, da probo še na Androida si spraviti, ker Android ima ful slabe za USB zadeve, zdaj nek workaround, sem si nek umestnik kupil, da lahko sam s telefonom prišel. Še ti si računalničar, osnovni, ne? Nisi? Analiza politik in javno pravo. Fiza, spoznaš se tako. Evo, se malo zadrl, muca maca je zaspan, kaj to vedno rečem. Ker je 1, 2, 3, 4, pa 550, krat 800, evo. Kdo si in kaj počneš? Zdravo, jaz sem Luka Hvalc, po poklicu, kako se reče, sem novinar, po izobrazbi sem pa sociolog. To sem se spomnil. Prej, da so bili časih kakšni obrazci, ne, taki hecni, ki si mogel napisati, kaj si po poklicu, pa kaj si po izobrazbi. Sem mogoče še tudi obstaja, zdaj ne vem, dolgo že nisem nič izpolnjeval. Ja, se zdi, ampak mene tu zmeraj, mene bo pol cool, ker sem diplomiral, ker si lahko celo nekaj napisal. Ja, tako pametno izpadeš. Jaz sem pa nekaj naredil, in pa rada. Zdaj delaš na Vala 202. Ja, res je. Kje si pa začel z radijem? Ker da ne vem, ampak bom vprašal, kje si pa začel z radijem? Začel sem malo na šolskem radiju, valjda, ne, tako verjetno vsi. Drugače pa seveda Radio Študent, ne, jaz sem tam z okolice Celja, Šentjurja, no, in seveda potem, ko sem prišel v Ljubljano, nekako sem se, seveda, ne takoj prvo leto, ampak kje drugo, tretje leto sem pa seveda iskal nekaj malo bolj tako drugačnega, ne toliko študentskega v tem klasičnem smislu in nekako sem, pa niti ne vem več točno po kakem spletu okoličin, verjetno bilo čisto nekaj običajnega, neka mini audicija, kakorkoli sem pristal na RŠ-u, ja, takratni univerzitetni redakciji. Ja, tej se še zdaj tako reče. Se še vedno tako reče. A pa dejansko si šel čez audicijo? Šel sem bolj, ja, v bistvu, mislim, da ni bila taka audicija, kot je za špikerja, ali pa mogoče tudi Zaper, ki je wannabe herojska redakcija. Ne. To sem jaz zraven prišel, tako da jaz sem prekapil. Evo, čestitke. Ne, mislim, da bi pač bil nek testič je bil, no, mislim, da Lucija je bila takrat pač šefica te redakcije, no, in pol smo bili tam par ljudi in ja, mislim, ni bilo problema, no, tako da pa sem nekaj te infobloke na začetku pisal, pa kar ne vem, no, po parih mesecih je Lucija šla in seveda, ne, univerzitetna redakcija najbolj še danes ravno se ne grebe ljudje v vrsti, da bi ali bili uredniki? Ja, ali pa, ne vem, se mi zdi, da vseeno APR je vedno večja, ali pa glasbeni, ali pa špikerji, no, vseeno se mi zdi, ne, če že govorimo o fancy sceni znotraj RŠ, mislim, da si novinar ali pa karkoli v univerzitetni redakciji, mislim, da še danes ni najbrž. Si malo gledali, vi ste pa šel podaljšek. Kao, itak nima veze, ampak ja, to je res. Ja. No, zdaj, ko so malo načela, pa da malo, ki jaz tudi vem, pač poznam dosti rešne, pa ti malo povej, v bistvu, ko si prišel na Radio Študent, ne, kakšno se ti je tam zdaj uredništvo, veš, kako so zadeve funkcionirale, da si bo ljudje malo bolj predstavljali, veš, ker tam je nek proces, ker to je le 40 let, zdaj že 45 let stara inštitucija, ne. A veš, kako si ti izdoživel, kaj priješ, no? Tako je en velik kaos, no. Mislim, se takrat se nisem sprašoval, če gledam zdaj nazaj, je pa res, če bi gledal tako teoretično ali pa z distance, se skoraj zdi nemogoče, da zadeva tako laufa, ne, in pa da tudi vsako leto ali pa vsakih 5 let, 10 let, ne, izplune nove generacije ljudi, ki, ne vem, tam prepijajo, prekadijo, se prezajebavajo, ne vem, jemljajo resno ali pa neresno svoj posel, pa nekako vseeno, ne, zadeva uspe, ne. Res da je nek sistem, ne, še posebej je tudi govorna šola, no, ampak mislim, da predvsem ta neformalni del je pa tisti, ki, ne vem, prave nekako vseeno, ne, jih izoblikuje, pa nekako se najdeš, ne, mogoče pa predvsem to prednost, no, da pač res imaš free praktično karkoli, se jaz sem tako imel feeling, ne, ok, se je tako ti težijo, ne, mogoče včasih tudi tako, kar na prvo žogo, no, z ostrino, ne, ravno ta kritičnost, mogoče prav pride, ne, da ti nekdo pove
ne, nimaš pojma, ne, tako piro ali pa mimo grede te skritizirali z trga, ne, to je za naprej kar dobra šola, ne. Ja, ker ni nič slabega, to je že napok, ki sem ga tudi imel, ne, že takrat, ko je on bil, ne, rekel, se je fajn, ampak se pa meji začnejo, ne, piki na to sceno, ne, pa žurja. Ja, mislim. Trdo kožo dobiš, ja. Ampak drugače pa seveda, ne, res institucija, respekt, no, tam, ne vem, imaš res možnosti, lahko testiraš teren, svoje ideje, ne vem, meni se je zdelo to resno. Mislim, da nekdo enkrat rekel, ne, da je to pač najboljši novinarski faks v Sloveniji, ne. No, glih to je moj naslednji vprašanje, glih ta del, mislim, da se malo premalo izpostavlja, ker se vsi pa zmeram na musko obesijo, veš, pa študent se nekako zmeram na musko, ali pa mogoče na novice kot take, ne. Pa na špikere, ne, predvsem to prvo generacijo, ne, so legende. Ja, ampak tako, to je dejansko, jaz sem tudi pa to tako, zdaj, ker sem šel čez to, ne, pa to zdaj, ker se nazaj gledam, dejansko je taka neka neformalen faks, mislim, v najboljšem možnem pomenu te besede, se mi zdi. Seveda, pa brez vsakršnih, ne vem, nekih pedagoških prijemov, teh klasičnih, tudi brez tehnike, ne, nazadnje, ne. Ne vem, takrat sem komaj si dobil kak snemalnik, ali pa ne vem, tudi zelo malo smo snemali v tem smislu, da bi šel na teren, nekaj ni bilo, ne vem, snemalnika. Zdaj je malo boljš, zdaj malo taskame in okolo hodilo. The best. Ampak vseeno, nekako človek, če hočeš, se najdeš oziroma se oklešeš, kot bi se temu filozofsko rekel. Zdaj sem se spomnil, mislim, da bi enkrat takrat članek v Sobotni, ne vem, moja 10 let nazaj, no, ki so bile prvič v tistem desetletju frke glede šova, glede direktorjev in vse te zgodbe, no, to je bilo še posebej tam pred 10 leti zelo aktualno, no, vem, da je bil članek, mislim, da v Sobotni, no, kaos, ki se sliši prav. Nekaj tem smislu je bil naslov, no, in evo, zdaj sem se spomnil, no, mislim, da to kar dobra, kratka odlaka, recimo, ja. Ti si šel iz RS-a, v bistvu direkt na Val 202, oziroma, kako si pa prevaral 202 zraven? Ja, jaz sem bil tam nekje 5-6 let, recimo, no, kar aktivno na RS-u, no. Seveda pa človek nekako diplomira, nekako mu je še vedno mu je super biti tam, ampak seveda s tistim se težko preživljaš, ne. Ja, mislim, jaz sem potem pač, ne, nek korak naprej je treba narediti, ne, sicer je super tam, ne, ampak nekako pač zagovarjam to pravilo, da človek mora probati tudi kaj več, no in pol sem poslal sem priznam na pamet par mailov, no, ne vem, verjetno na vse tiskane medije, malo večje, pa tudi na radio, no, in v bistvu sem tako dobil odgovor edin z Vala 202, pač, da se lahko pridem pokazati in pač lahko pridem tudi delati pravzaprav za isti cash na začetku, za isti cash na začetku, ko na RS, sem da pač tam sem bil kao šef, pa pač, ne, sem malo po kafičih, pa tako, ne, tu sem pač snemal ankete na začetku, pa ostajal 4:30 zjutraj, pa ne vem, asistiral, kot temu mi rečemo, pa poslušal jutranje voditelje, pa tako, ampak izkazalo se je za super naslednjo stopničko, no. Po radiju sem se začel učiti v bistvu od začetka, ne, vključno z govornimi vajami. No, se to je bilo pomembno. Zdaj moram začeti zborno govoriti, ker sem ne, ampak no, se to je uvlik tam vprašanje, ne, ker ta pač ljudje mislim, da ne vejo sploh pri kakršnikoli govorjeni besedi, način so mikrofoni v igri, ne. Koliko enega dela gre te, ki so profi, bralci, bomo rekli, ne samo špiker, ker špiker sem lahko tudi jaz pa flama, ne. Ampak ljudje, ki znajo prebrati neki, ne. Zdaj, ti na RS-u tega nisi, da je očes, ne? Ali neki si, neki malega, ampak kako to na Vala 202 zgleda? Ja, kjerkoli na Radio Slovenija, ne, v katerikoli akciji delaš, te najprej čaka seveda najmanj enoletni teoretični in praktični tečaj govora za govorce nacionalnega radia. To pomeni, da pač greš skozi še enkrat so slovnico, pa domače povedano z vsemi naglasi, kreativci, ostrivci, strešicami, seveda potem vse tujke od latinščine, germanizmov, izvorov besed, seveda ključno pa potem branje z radijskimi legendami. Tu pa je seveda kar velika težava, še posebej za ljudi, ki nimamo posluha, ki imamo kakšno narečje, ki smo, ne vem, prej 5 let na Radio Študent tako govorili, kot nam je pač pasalo, no, mislim. Čeprav tudi tam so seveda predvsem za napadovalce špikerje so bila kar stroga merila, ni kaj rečemo, da ne bomo zdaj izpadla kot kritika špikerske službe, respekt, ne, ampak vseeno, ne, seveda človek, če mu potem ni treba in se seveda malo tako razvadi. No, skratka, tu pa od začetka, no, imaš občutek, da si se začel na novo učiti brati. In seveda potem eno leto je za tiste najbolj pridne, oziroma za tiste, ki imajo posluh, ki znajo, ne, tako jaz sem pa potem skoraj 2 leti to zadevo vadil, no, tako da sem lahko takrat
takrat uradno pol tudi šel v eter, no, ampak to pomeni, da sem lahko prebral kak svoj prispevek. Ne govorim o tem, da sem vodil ali pa tudi zdaj, da vodim program ali pa da sem bral hude prispevke. No, kako je to v praksi izgleda? Kaj v en let počneš? Veš, čistko, pač kaj, se moraš nekaj pojaviti in ti je nekaj razlaga, veš, kakšne različnosti so? Čisto leto načeloma se ne pojaviš v etru s svojim glasom, razen kakšni anketi, pa mogoče potem po parih mesecih s kakšnim podvprašanjem, če je res pametno, s kakšnim sogovornikom, pa kakšni tiskovki. No. Drugače pa delaš te jutranje asistence, ne? To pomeni, da pač si kot nek dežurni dodatni novinar za jutranjega voditelja, ga pač servisiraš z informacijami, malo spremljaš promet, črno kroniko smo imeli še takrat, tako spremljaš, kaj se kaj dogaja, sprejemaš klice poslušalcev, amaterskih vremenarjev in vse, kar sodi zraven, pa hodiš na različne tiskovke, no? Tako, od kulturnih do tudi dnevno aktualnih. No, postopoma pa seveda vedno več teh zadev pripada in potem narediš vmesno audicijo, recimo nekje po pol leta ali pa po enem letu nekateri in takrat mogoče že lahko kakšno vestičko ali pa kakšno stvar prebereš, no, tako. Recimo pa po 2 letih pa si opravilno mikrofoničen. Kakšna je pa pol tam razlika med ljudmi, ki so v etru, ne, kot špikerji, ki vodijo program, ne, pa vami novinarji, ali pa kakšne je sploh razmerje moči v tem, ali so kakšni oboje delajo, veš? Večina je kar oboje, no. Na Valu v bistvu niti ni ločeno, no. Imaš špikerje, ki so v osnovi novinarji, tudi delajo kot novinarji, tako da bi imeli izključno voditelja, ne vem, praktično nijemo, razen Miha Šaleharja, recimo, no. Ampak on je tudi na nazadnje novinar, no, dela na televiziji, pač ne dela v naši redakciji, ampak tudi se ukvarja tudi z vsebino. No. Mogoče tudi to prednost, ne, same ekipe, ne, da imajo ljudje, ki, ne vem, jutranji voditelji, predvsem ti so vedno ne, najbolj aktualni, pa seveda tudi dnevnega pasu, da imajo tudi background, ne, so šli skozi vse vidike te radijske šole, ne, so tudi nekoč dvigovali telefone zjutraj, ne vem, se ukvarjali z vremenom, črno kroniko, ne, imajo nek res močen vsebinski background, ne, in so se tudi skozi to razvili, ne, nekomu bolj ustreza pač, ne, čist vodenje, ne, kar je po svoje logično, ne, nekaterim manj, ne, načelno smo pa vsi, vsej teoretično ali pa praktično moramo biti sposobni, seveda tudi ne zdaj ravno jutranji termin, ki je seveda najbolj poslušan in mora biti tip-top res vrhunski, ne, za kakšne te umestne pasove, kot mi rečemo, ne vem, tam med pol drugo pa pol četrto pas, ki je nafilan z prispevki, ne, ni treba pač neki ravno domislici iz nule pa kontaktirati poslušalci, pa ne vem, biti res tako v top formi, ne, načeloma mora biti vsi sposobni speljati recimo 2-3 ure programa, ne, tudi občasno se tudi dogaja, ne, da vsi nekako tudi to naredimo, ne, če smo na terenu, se javljamo, tudi ta kilometrina nam skoraj je nujna, ne. Kje si pa ti pol na temu kontinuumu med bralcem pa unim, ka vod program pa novinarjem? Mislim, tisti, kar tebi najbolj sede, no, tako ti rekel. Ne tisti, kar najbolj znaš, to doskrat ni ista stvar, ne. Ker sem videl, je rečil se eni, recimo so najboljši v bistvu v vodenju programa, pa v bistvu najraje bi pa sam novice ful dobro prebral, veš. Ne vem, meni osebno, no. Ja, če se upaš oceni, no. Že nisem nikoli tako, mislim, razmišljal, no, valjda pri sebi približno veš, kam sodiš, ampak ne vem, no, meni nikoli se nisem videl kot nek voditelj, no, niti nimam teh sposobnosti, lahko samo kritično rečem, no, da bi bil res, da bi lahko izstopil, no, mislim, tako, ali pa bi rabil res, tako, kot sem hodil v to govorno šolo 2 leti, bi verjetno rabil krepko več časa kot kdo drug, no, da bi pač bil nekako, recimo, temu sivo povprečje, da bi lahko začel plezati, recimo, proti vrhunskosti, no. Ja, prva se konkurenca itak huda. Ja, ampak vse to je edino prav, no. Ja, valjda. Tako da tudi, mogoče tudi zaradi tega, no, ker mi pač vem, da nisem dober v tem ali pa tako zelo dober, me mogoče niti to, tako ne rajca pa domače povedati, pa to ne vem, čist neka ročna zavora, no. Tako da mene seveda, ne, tudi najrešil, nisem imel te izkušnje, no, sem se vedno bolj ukvarjal z novinarstvom pa z vsebinami, ne, tako da sem se bolj našel v tem, no, ne vem, znanost, tehnologija, zanimivi liki iz celega sveta, ne, ki prihajajo v Ljubljano ali pa kje druge srečaš, tudi reportaže, ne, človeka kar potegnejo, ne. No, se zdaj, ki si glih to znanost, morava iti pač, ker vi ste. Jaz sem tak občutek, pa to zmeram rečem, tako pavšalno rečem, ka ne vem, ne. Ampak zdaj neka ta ekipa vas, ne, ki si ti noter, pa Praprotnik, recimo, ne, Matej, pa tale Nejcjemec, ne. Se mi zdi, da ste pač ta prva, ta val 200 generacija, kakorkoli hočeš temu reči, ki ste tudi z netom živite, ne.
tako v ta pravem pomenu vsega, kar za nacionalko veliko pomeni, če smo čisto iskreni, ker nacionalka na enih točkah orje ledino, ne, kar se multimedijskih stvari tiče, ne, na enih točkah je pa to toliko ogromna birokracija, meni včasih nič ni jasno. Se mi pa zdi, da vi ste res neka taka ekipa, ne, in to, ki se rekel, znajo si, ki imate odbita dobita frekvenco X, ne. Pa se greva na to, ker sta pač tudi podcasta, glede na to, da zdaj si gost v podcastu. Kje se je to začelo? Oziroma, kakšen je bil vzgib? Bolj me zanima, a je to od spodaj na vzgor prišlo, ali je tam eno sestanku rekel, mi pa tudi to rabimo? Ja, absolutno je prišel spod. Omenil si Praprotnik se na Twitterju. On je kar tu glavni generator teh idej. On je tudi že nekaj let več na radiju, kot jaz, recimo Nec, pa tu je še Ernej, pa še cela druga ekipa. Ampak zanimiva opaska od zunaj. On je že v bistvu velik fan podcastov in je to že lep čas je skozi promoviral, govoril, ampak seveda podcasta brez neke vsebine, tudi dovolj atraktivne, ki podcast poslušalce privlači, verjetno ga ni toliko uspešnega. Sam dobrega, ja. Zdaj frekvenca X, ki si omenil, seveda je, kar se tega tiče, ena izmed paradnih oddaj, če ne kar paradna. Znanost na radiju je poslušana. Ja, ali pa znanost v medijih. V teh statistikah, seveda, podcasta. Čeprav frekvenco X, naša redaktorica je Mija Škrabec-Srbana, ena izmed v bistvu prvih valov. Mislim, da je lani šla pokoj po 40 letih, mislim, da je bilo od prvega dne vala 202, ona je v bistvu nekako mama tudi frekvence X, kar je v bistvu super, tudi starejša generacija je zaštekala tudi modern radio, mi smo mogoče potem samo s to tehnologijo nekako so predlagali ali pa nadgradili ali pa tudi zdaj uporabljamo recimo te nove tehnologije pri urejanju frekvence X, tudi pri prevajanju, to moramo omeniti evo zdaj, ker je ravno priložnost. To seveda si je tudi Matej izmislil oziroma se je spomnil tega eksperimenta oziroma ga je nekje stestiral. Zdaj pač naša populacija, poslušalci frekvence X nam dostikrat pomagajo pri prevodu kakšnega gosta. Zadnjič sem bilo o dinozaurih, oziroma kokošjezaurih, skratka pač eni nori v narekovajih, čeprav ni nora ideja, profesori želijo obuditi dinozaure oziroma izumrle človeške vrste, ne človeške vrste, hrvatske vrste, mogoče bi tudi človeka obuditi, In dobili smo en intervju, naš sodelavec, dr. Nec Jelen, ki je pač naš strokovni sodelavec, to je treba povedati, da ne bomo mi zdaj spadli kot vrhunski strokovnjaki, za dobro oddajo znanosti seveda rabiš nek background in je seveda utopično, da bi se mi kot laiki spoznali v nulo, v res različne discipline. Ja, v genetiko dinozaurov pač. Recimo, od astronomije do res vsega, tako da pač on pripravi izhodišča to osrednjo temo, in je predlagal intervju z Jackom Hunterjem, to je en svetovalec v filmih Jurski park. Zanimiv model, seveda se je javil tako kot je za kakšne te frike profesorje običajno, po moje v nekaj urah, po moje tako, ko se je izbudil, in so bila že dogovorjena na naslednji dan za intervju, brez problema, se pogovoriva, in seveda mi ta intervju, prej smo jih prevajali sami, tudi zdaj še seveda delno ali pa odvisno od časovne komponente, katere zanimive, recimo, ki že tako ocenimo, da bi bili zanimivi tudi za naše poslušalce, za to zvesto publiko, damo na page, imamo en posebno aplikacijo, ki omogoča pač real-time prevajanje, oziroma da se gleda, kdo prevaja, koliko je že prevedenega. Jaz sem dal zvečer to gor, recimo lepo poprosil na Twitterju, če bi lahko pomagal, ne vem, sem šel s kolegi v savno, v Tivoli, pa na en pir in se prišel domov, oddaja je bila prevedena. Vse pa, vi ste tudi cool, ki pa navedete, kdo je pomagal. Ja, seveda. Ok, viš, ti to rečeš seveda, to ni mentaliteta vseh. Viš, ko imaš slabo vest, mogoče, valjda. No, ampak veš, to je ena taka stvar, ki mogoče je mogla tehnologija, to zraven prije, tudi če so prej bile ideje, ali pa to, da ti lahko z enim profesorjem v Ameriki govoriš, pa narediš radijsko oddajo, 10 let nazaj to ni bilo baš mogoče, Veš, pa vi ste to res onem zajahali, kar se meni zdi, zato sem rekel, da sem meni, zdaj sem dobil pač mogoče s Praprotnikom pa stavo, pa, da je ta val prišel, ampak to je meni pač big deal, ker vem, koliko te velike letalne nosilke, veš, ogromnih uredništev in feren, kako pljujejo, da se te stvari zgodijo, jer mora biti 17 miselnih preskokov v 20 različnih glavah, da kaj vam pade. In to je moje naslednje vprašanje. Ta stran od vala 202, ta stran nima veze za stranjo od MMC-ja, realno gledam, pa zdaj,
zakaj nima z glavno stranjo, mi imamo vse. To te moramo vražati, ker ja, vej. Ja, mi smo pač, valjda smo težili, ne. Ja. Predvsem to, da prej nismo mogli vplivati. Težko na vsebino, no, pač bil je od ideje ali pa do izvedbe je bil poteklo preveč časa, no. Ja. In seveda, ne, potem nekako so seveda odgovorni, kako vendarle, ne, tudi prigovarjajo, ne, to je spet praprotnika, ne, in seveda tudi nas, aktivnih piscev in, ne vem, radicev, ne, da pač rabimo neko okretno platformo, ne, dinozaursko, če sem spet, ampak neko zgodbo, kjer bom lahko, ne vem, trenutku, ko, ne vem, jutranji voditelj neko dobro foro pove, se oglasi nek poslušalec, ga pokliče, recimo poslanc, kot se je zgodilo, recimo prejšnji teden, da damo mi to, ne vem, čez 10 minut page, embedamo v SoundCloud ali Audioboo, damo, objavimo, dobivamo klike. Skratka, neko platformo, ki bo, ne vem, interaktivna, ne pa, da bo pač v redu, lepo zgledala bo po nekih regalcih, super, ampak bomo rabili, ne vem, človeka, ki bo samo on znal to, ki mu bo treba poslati, ki, ne vem, skratka, ta delovni proces, predvsem radio je hiter medij, ne, tako se vse pozabi, gre v eter, ne, in ravno tu je pač prednost naša lahko, da pač ene zadeve recikliramo, ki jih mogoče nekdo ni slišal zjutraj, ne vem, kakšno oddajo, ki je mogoče samo audio, video v arhivu, da jo probamo na bolj privlačen način pripeljati. In seveda tu je bila ta stran pač nujni pogoj, ne. In seveda potem je padla odločitev za WordPress, ne, ki je ta seveda verjetno res najboljša blogerska platforma. Najbolj razširjena. Najbolj razširjena, no. Ja, jaz sem laik na tem področju, priznam, ne. Je super se izkazala, no. Tudi mogoče embedanje tweetov, ne. Vse te nove interaktivne zgodbe, ki so nastale potem spontano ali pa sproti, ne vem, na mesto slike daš kvadratek enega citata, skratka to sproti se učimo ali pa ne vem, se spomnijo in nekako kombiniramo, ne. Se mogoče sama stran niti ni toliko atraktivna, tudi sami prispevki, ne vem, lahko bi še marsikaj naredili na fotkah, na marsičem, ampak ne, pač neka vsebina, tista nujna, ki je tudi se kaže, ne, na družbenih omrežjih med ljudmi, da jo sprejemajo, ne, zdaj smo neka forma, neka vsebina logično povezana, ki pritiče nekemu radijskemu mediju, ki je vendarle hiter, mora biti modern, atraktiven, če hočemo iti Ne, samo imate proper prezenco, no? Kar se meni zdi velik uspeh. No? Jaz imam to, meni to zelo osebna tema za Radio Študent, ki sem tam Facebook začel in Twitter začel in pol ta nova stran, ki zdaj sem imel jaz prste zraven, smo 3 delali, veš, ko, meni to zelo iz tega razloga sem v bistvu še toliko bolj mi je bilo všeč, da je to na nacionalki, ki se je zgodil, kakorkoli je Radio Študent nek bizantinski birokratski aparat, ki dejansko tam obstaja, kakorkoli obrneš, saj med redakcijami, hoče reči. A je še med nacionalka, krat ne. No, zdaj, ki si rekel, pač Twitter pa to, vi ste na Twitterju pač ful prisotni, predvsem pa kar, če je moje osebno mnenje, ste prisotni na ful normalen način, ker pomeni, da ti imaš pač svoj akaunt, ti imaš akaunta Ljubih ali pa neki, tako eni delajo, ne. Kako se je pa to začelo? Jaz sem to že enkrat bil, smo bil v Kiberpibi, sem to že sprašal, ampak tako, tam si ti predal, se mi zdi. Leto nazaj, ja, kakšen let nazaj. Ampak kako se pa do tega prišlo? Da ste pa še Twitter zahagali. Facebook vemo, tam je pol Slovenije, gor, tam nekaj narediš, pa če te malo poznajo, je super, ampak za Twitter je pa malo drugače. Se ni neke hude zgodbe zadaj, pa neke strategije, ne? Ampak zdaj, ko gledam nazaj, ne, pa tudi, ne vem, kaj debatiramo, ali pa na raznih kiberpipah, ali pa kje druge, ne, tako, ko pomislim za instance, v bistvu sta radio pa Twitter si mogoče še najbolj sorodna medija, ne, od teh mainstream ali pa, ne vem, klasičnih ali pa digitalnih medijev, ne. Dobro, ne, vse so volitve, pa lahko pač se vrtijo spode tweeti, ne, vredu, ne, ampak vseeno, ne, real time radio pa real time Twitter lahko zelo dobro prepleteš. Imaš veliko težav sicer, ne, predvsem z izbiro, pa ne vem, kako motivirati poslušalce, pa Twitteraše, da poslušajo radio, ne, kar je tudi naš cilj, ne, da dobimo pač neko novo publiko, ki mogoče seveda posluša zgolj podcaste, posluša, ne vem, svojo muziko, ne vem, karkoli, ne, niti pomisli, ne, na nacionalni radio, verjetno, ne, špekuliram zdaj, ne. In seveda se je skazalo, ne, da so ti dve platformi praktično zelo združljivi. Da uporabimo kakšen pameten tweet na neko temo,
seveda v živo programu ali kakšni oddaji za kakšne bolj, ne vem, tematske vprašanja, ne vem, za odbito dobita, recimo, kaj odprti kodi, kakšno vprašanje, ne vem, se tako vsuje 30 tweetov brez problema, ki jih potem damo Storyfy in jih embedamo, recimo, kot nek dodatek na spletni strani, ne. Predvsem je pa se pa to izkazalo, no, da je pač ta dvosmerna komunikacija je zares odlična. Tudi poslušalci, poslušalke, Twitterašice nas opozorijo tudi na kakšno napako, nam kaj predlagajo, tudi kakšen kontakt smo že našli s pomočjo Twitterja, ne vem, najstarejšega neuradno Twitteraša v Sloveniji, ne vem, imamo tudi to dajo tweet na Tweetmix, kjer skušamo tedenske tweete nekako spraviti neko radijsko kolumno, ne, tu še vedno eksperimentiramo. Zadeva je kar odmevna, ampak še vedno ne moramo reči, da je to, no. Težko je zdaj čist vsak dober zapisek spravi tudi v eter, no. Se pa kaže, no, da se res da zelo dobro prepletati, no. Tudi Miha Šaler, ki sem ga že prej omenil, recimo, ne, te svoje znamenitem torkovem večernem talk show Toplovodo, tudi on si je zdaj, mislim, Twitter imel že nekaj časa odprt, ampak kak mesec, dva nazaj se je tudi aktivno lotil tega, ne, in nekako zdaj handla oba kanala, no. Si se ima malo čisto logističnih težav, ampak se je izkazalo, no, se je po odzivih na Twitterju, da je zagotovo dobil tudi nekih novih poslušalcev, ne, in tudi neka nova mnenja, ki je pač... Je tudi kot podcast skače gor mera posamezne valde. Seveda. No si, ampak veš, glih ta del je meni, ker sem tudi z Nino Kožar, ker sem govoril, kaj ona rekla, veš, ti pa drugač gledaš zdaj na 24 ur, ker poznaš ne parih na Twitterju 24 ur, veš. Kakšen imaš pa ti odnos do te pač čisto do osebe, ki dela na mediju, ne, pa potem da, ali pa Šalehar je en lep primer, ki je v bistvu toplovodma, ne, ki je že samo po sebi dosti znan brand, tako kar se to grozno sliši, ne, ampak tam je važno, da je Šalehar, ne. Veš, da je on, veš, ali pa tudi ti, ne, jaz ka tebe vidim, pa polk vidim odbita, pa je tvoj ime zraven, bom raj kliknil, če bo en drugi ime zraven, ne. Veš, a ti zavestno imaš ta odnos do vsebine, ki jo delaš, da jo pač tudi ti delaš, ne da jo delaš sam za Val 202, ker to je itak, no. A veš, da ni un star model, jaz sem pa nekaj dol za Val 202 in zdaj je to tam in ne. Veš, a imaš to zavestno, da si tudi ti. To je to grozen brand, no. To je to grozen izraz. Ne vem, če imam mogoče podzavest, ampak se tudi trudim, da je, mislim, ne zlorabim, no. Težko bi si dal, mislim, bi imel zelo pomislek, da bi si dal, ne vem, Luka Val 202, kot pač je trend v komercialnih medijih. Predvsem, kar je pa svoje logično, ne, če razmišljaš kot menedžer neke medijske hiše ali pa direktor, ne, ni toliko mogoče neumno, ne, z tega vidika, ampak... Ja, ampak veš, koliko se to čuti, veš, koliko to drgac gleda, ker ti vidiš vse, ki imaš 24 ur zraven nika, ne, na Twitterju, ali pa vas, ne, ali Karoli, ki je ful znan, ne, ali pa ti pa Maruša, ki jaz pa še 5 ljudi ve točno, da ostali pa pram bližen, veš, ko. Veš, kakšna razlika je to, da pol ti, ta fajn navara 202 dela, ne, ka pol še prideš zraven. Na dolgi rok je zagotovo to prednost. Ja, mislim. Tudi jaz ne vem, nekoga, ki ima korporativni mail zraven, ne, ali pa ne vem, korporativno ime, ne, ga zagotovo ga gledaš drugače. Ne, veš, da ti že hoče, ne vem, hote ali pa ne hote neki, ne, neki skozi to vlogo narediti, ne. Veš, jaz vam zmerno malo že, da je to dosti manjšinsko razmišljanje, veš, v to smer. Ja. To je pa ena izmed prednosti javnega zavoda, ki si prej rekel, da pač ne, je pa tvoje mnenje, da te citiram. Je najbrž res, ne, najbrž bi kakšen komercialni medijski hiši ali pa kakšen bolj novodobni medijski direktor ali pa karkoli bi zagotovo dal kakšen dekret, ne, da je treba registrirati, mogoče celo sporedno ali pa kakorkoli. Ampak ja, srednjeročno recimo ali pa dolgoročno pa to zagotovo prednost, ko ljudje spoznajo, ne, kdo stoji zadaj, pa da to dela, ampak da sicer pa tvita tudi čist normalno, ne, ali pa neki iz svojega zanimanja, ne, se ne izpostavlja zaradi tega, ne tvita samo v notranji politiki, ne, 20 tvitov na dan, ne, ker ga res najbrž, ne vem, če ga toliko zanima, neki ni vredo, ne, ali pa ne vem, ja, imaš prav, no, to je super, no. Ja, nekaj, meni se zdi, da take stvari zmerno fajn opozarja, veš, ker recimo, pa se vidi tudi na popu, ne, to sem tudi že menil enkrat, ampak ta Deniso Štir, nekaj kričač, ne, jaz nekaj način drugač da imam, kaj na modelko, kaj imaš tam 20 zdrav. Res je. Mislim, to meni ni isto. Meni on, kot novinar, mi in več pomeni v tem, veš, in polk na TV-ju pa enkrat vidim, Deniso Štir, je to pravo, tam od spodaj, ki mi piše, to pa pogledal. Veš, ampak, to je moj naslednje vprašanje, tako, vi, ki ste pač s tem sajtom, pa s Twitterjem, pa s Facebookom, ne,
Koliko je to centralno vodeno? Zdaj pa govoriva o Val 202 profilu, Val 202 Facebooku. Koliko je to centralno vodeno, oziroma na kakšen način je to centralno vodeno? Zdaj imamo, odkar imamo nov page, pa ki smo se malo organizirali, seveda imamo dnevne redaktorje spleta. In tudi so družabnih omrežij. Tudi, ampak načeloma smo zmenjeni, za katere oddaje, ampak teh je res zelo malo, se tvita. Predvsem gre tu za, aktualne teme, kot so, vroči mikrofon, pa kakšne intervjuje, nedeljski gosti, recimo taka zgodba, da se pač real-time tvitajo izjave, sicer pa ne, pač damo tu in tam seveda potem, da je bila ta oddaja, ampak s tem se seveda probamo izogibati, ker nočemo biti samo kakorkoli si je Val 202 na Twitterju, ta je korporativni, sicer se grozno sliši, ampak vendarle je pač nek uradni tweet kanal, tako da tudi skozi to seveda opozorimo, na kaj je bilo, ampak skušamo se sistemsko temu izogibati, da ni en dan 10 tweetov samo o tem, kaj smo imeli, za klasično napovedjo, odpovedjo, to je meni dosadno, mislim, čisto tudi kot uporabnikov. Vse je včasih uporabno, še posebej, če imaš kakšne liste, pa te zanima, ampak to je res za fane. Skušamo pač nekako, predvsem tudi avtorji oddaj, tudi tisti, ki so dnevno na programu, tisti, ki so malo bolj nekako tudi izkoristiti nekako zadevo. Včasih damo tudi kakšen mali glas, ki se izgubi kak kuža. Predvsem pa skušamo ljudi vključiti. Če pripraviš oddajo od bita do bita na neko temo, jih vsem probaš vprašati za mnenje, kak kontakt in nekako, da je ta občutek, da sodelujejo pri ustvarjanju oddaje, da nam dajo tudi kak svoj pogled. To se mi zdi ta ključna tudi prednost tega korporativnega spet kanala. Drugače pa centralizirano, mislim, težko bi rekel. Seveda zdaj imamo, tako da se kak tweet, tudi če imamo kako luknjo ali pa je praznik ali pa karkoli, da nekako čisto ne ugasnemo. Ampak po svoje pa tudi prednost tega, da nekako se ni važno, da je vsako uro, pa da mora biti, karkoli, da moraš biti vse prisotni. Če te poznajo, tudi če boš en teden verjetno molčal, te bojo še vedno imeli radi, če si mislim, ta obrnjena anarhistična filozofija, ampak da bi zdaj preterali in na vsak način, vsako uro je treba nekaj, tudi če ni nič pametnega, sam da nekaj je, to je brez veze. Se mi zdi, da Twitter je tak medij, da predvsem išče dobro vsebino. Zdaj, ker ste dali pač podcaste, ki jih dajete gor, pač pa tudi v iTunesih ste edini pod tavelnih medijev, če se ne motim, vsaj v slovenskem, pač res ne vem, če še kdo. Zdaj ti sklepam, da jih poslušaš podcaste, tudi na svojo roko, tako bom rekel. Zdaj svoje, Kakšna pa kle zgodba, da ste pošli tudi v iTunese, pa da ste v RSS začeli malo pač izpostavljati? Iskreno povedano, tu ne vem, to bi mogel praviti. Zdaj mu spomenik postavljal, tu si ga res zasluži, tako da to handla on in ima res, se mi zdi, izvrsten občutek za te zgodbe. Ti recimo, kad delaš od bita do bita, tam tako vprašal, ker veš, da bo to tudi podcast, a to na kakršen koli način vpliva na končen izdelek? Veš, kaj mislim? Ali je pač to radio, pa se ga pol gorda? Ali je neka komponenta kle zraven, ki se pol ve, da bo to tudi podcast? Skušamo, nekako tudi to miselnost je seveda klasični radio, se pač dela, s tisto napovedjo, ki jo prebere takrat špiker napovedovalec na programu, pa odpovedjo, to imamo tudi interne debate, ali se to priklopi podcast, ali se potem samo oddaja, ali se mogoče zapakira tako oddaja, da deluje kot podcast, nekako logično, da ni zdaj daš ful atraktivno napoved, ki jo prebere napovedovalec, ti pa začneš tako na sred zgodbe. Jaz imam v mislih, recimo, predvsem pri odbiti, dobro, frekvenca je tako že postavljena, naključna, narejena oddaja, tako da nekako tudi ustreza podcast zgodbi, da ni treba ne stopa toliko ven, kot recimo kakšne druge aktualne, ki imajo neko napoved iz studija, potem pa udri pogovor, in včasih moče kaj zmanjka za kakšne bolj pozorne poslušalce. Pri odbiti pa razmišljam tudi o tem, tako da je napoved mogoče čisto kratka ali pa res neka splošna ali pa tako, da oddaja sama zase stoji. Tudi na koncu se včasih, oziroma se kar skušam tudi sam zdaj že odpovedati, pa nekako pribiti na koncu neko logično zgodbo. Ko delam odbito, imam v mislih, da jo delam tudi za splet. Vendarle prvi vrsti še vedno delamo za linearne poslušalce. Ampak se je pa treba zavedati, seveda,
tudi, ne. No, da se pa zadevi združiti, ne boleče. Ta miselnost ni bila zmerno prisotna. Veš, najslabše videti tam, ki je tako pač zadeva res odrezana potem dana na net. Veš, pa to ne govorim samo za podcast, tudi članki iz Zeitungov ali pa veš, karkoli. In to mislim, da se to čuti dobro. Frekvenca X mogoče res, ki je to že dodelana zadeva. Ampak ko tudi dobite, jaz dobim ta feeling, veš, da je bilo ne, da je bilo narejeno tudi za internet, pa ja, da je bilo narejeno tudi za internet, no, kratko rekel, veš, pa se me prav zanimalo, ne, a je dejansko zadnji miselni proces, a ne. Ja, veš, ali pa sem tudi za splet, no, pač sem rekel prej, ne, skušam kakšne tvite embedati, no, ne vem, ker sem delal v tem Aaronu Swartzu, smo bili v kontaktu z enim blogerjem, no, ameriškim, ne, ki sicer malo prepozno se je odzval z svojim pogledom, komentarjem, da to, ne, in smo pač, ne vem, napovedali recimo oddaji, da bo na spletu tudi njegov 10-minutni pogled na delo tega hekerja, ne, in smo recimo pol dali v SoundCloud, neprevedeno, smo seveda opozorili, ne, in smo recimo na spletu dali neko vsebino več, ki smo recimo že napovedali tudi v etru recimo za fene, ne, tako, to se zgodi v redu, 2-krat, 3-krat na leto, ampak ja, včasih gledam celo na to, no, da na spletu pač moraš mogoče ponuditi celo nekaj več, ali pa nekaj, kar ne moreš dati čisto tistih 6-7 minut v etru, ne, ker je tudi brez veze, ne, tako za poslušalca, ne vem, ne poprečnega v slabem smislu, ampak tako, ne možemo preveč zatežiti, mogoče čisto dosti informacij, ampak da ga namamiš, da pač pogleda tudi na spletu za tistega, ki ga pa zanima še nek komentar hudega blogerja, ali pa daš na minuto, pa ne vem, tam pa ponudiš cel pogovor. No. Se mi zdi to vseeno neka dodana vrednost, no, ki je tudi kot nacionalni radio, no, pa nek moderno, tehnološko usmerjen radio, moramo imeti v mislih. No. Vse jaz imam, moji kolegi, verjamem, predvsem pri teh oddajah, tehnoloških. No. Meni še ne, jaz vsakič, ker tako bolj poslušam to govor, pa tudi, ker sem prvi parkrat o Kiverpipi, ki ste imeli, meni to it blew my mind, da se tako razmišlja na nacionalki. Ker vidiš, kaj se pač dela, kaj ostali delajo, ne. In je meni to zmerno, zato mi je to fajn. Res, pa super prednost radija tudi, da vseeno ni toliko kompliciran produkcijsko, tehnološko kot televizija. Tu vendarle si, ne vem, sej mi mlajši, pa seveda tudi, ne samo mlajši, ne, tudi že sami editiramo, montiramo, ne, tudi hitreje vse skupaj narediš, ti imaš še na televiziji verjetno en kup idej, pa si odvisno od snemalca, od montažerja, od čakalne vrste, da boš zmontiral, ne. Mislim, so objektivni razlogi, ne, so pa tudi subjektivni, se strinjam. No, tako da tu na radiju imamo to prednost. No, ne pa seveda, ne, v ljudeh, no, da pač imajo energijo, voljo, ne, tudi to delamo čist, ne bom rekel za lastno veselje, ampak pač tako razmišljamo v tej smeri in ne, nazadnje nas to seveda veseli. Ne, ne, da ne bilo treba tega početi, ampak tako, je nek poriv, ki nas motivira, ne, smo le ljudje. Pa zdaj, ki so že pri TV, zdaj Studio City, zdaj tudi to iTunes. Oni tudi veselo tvitajo zdaj, zadnje mesece. Ja, so se napali. Zelo sem jih dolgo začel slediti. Dolgo sem jih začel slediti za to. Pazi se. Ja, se to, ja. Gre zdaj na strojno programsko opremo. Tleka si najbolj močen, ker vse veš o računalnikih. Prvo strojno oprema, ajde, kaj imaš? Pa karkoli razumeš kot strojno opremo. Tako rekel, ti razširim. Zdaj si me. Ja, ti razširim. To škatlo, ki imaš ti, imel sem prav podobno, ampak se moram prav pohvaliti, to strojno oprema, ne? To je strojno oprema, ja, the best. Evo, pred 3 meseci sem jo spravil v stanovanju, no? Sem jo odpeljal domov, in to sem kar ponosen, no? In imam zdaj eno vrečo za sedeti, pač neko... Zdaj, kaj, na mizen ga sploh? Na mizen ga nimam, pač imam ga še doma, torej tam v Šentjurju, ampak tako... Zdaj se prah nabira in pa... Se prah nabira, pa starši malo uporabljajo, pa tako, ampak whatever, no? Tako da imam pač čisto en mali laptop, notebook, kako se že to reče. Kaj, čak, ta malga, 10 inčov, 15 inčov? Mislim, da je 12. A je 12, dejansko? 12. Ja. Acer. Aspire One. A so te? Pa ne vem, če ni. To imaš poslal, da dam link. Ja, ok. A pa nisi še obolel na tizmo računalniku, ki so počasni. Pa res je počasni. Ampak ne, veš kaj, praktično sem gotovo, ne vem, služim imam seveda škatlo, ne, in praktično vse handlam prek telefona. Razen kadar moram kaj zeditirati, zmontirati od doma, ampak to se probam zdaj izogniti. Če sem pa kje na terenu ali po tujini,
pa nekako tudi zadošča. No, ja pa počasen se strinjam, ja, in ne vem, vsega boga se mi je zdaj gor inštalirali in kar napali, ne. Pa pol Windows imaš gor, ne, sklepa. Tisti, ki so bili kaj, 7-ko, tisto starter, to je neuporaben računalnik. Zelo neuporaben računalnik. To je groza. Vse rabim ga v bistvu tako, zakaj napisati, pa poslati, no nisem. To lahko ga daš tem dojen Linux gor. Če zaupaš, sam dela takole, pač, ker Windows starter, veš kaj je fora teh netbookov tam malih. Microsoft jih je prisilil, da so jih omejili na gigarama. Ja, veš, gigarama na XP-jih mogoče še gre nekak, ne. Na 7-ki z gigarama pa s kolenom se skače zraven računalnika, ga sem gledaš, ker vem, kako je, tako da se ti ponujam, ja. Evo, ti bi rekel. Z veseljem. Da je uraž, da je on direktor. Z veseljem, evo, dil, roka. Evo, to je to. Kaj pa povedal, kjer telefon imaš? Tu sem pa kar, ja. No, vse za to. Galaxy S3. Ok. Mislim, tudi zato sem, ker sem pač tega dobo. Sem nekako gotovo, da pač handlam, kar rabim popoldne zvečer od doma, res moje odgovarjanje mailov, podcaste, fotkanje, vse ostale zgodbe mi čisto zadoščeno. In ravno včeraj sem razmišljal, da odkar vendar ima predober fotoaparat, malo se hecam, ampak vseeno. Ravno sem, pač imam nek čist srednji rang fotiča Nikona, no, pač tako, mislim. DSLR prav? Ja. Aha, ok. Tako in sem gotovo, da prav je že prav projekt, da ga vzamem s sabo, recimo, če ga nekak izlet ali pa tako. Je to daš v žep, on ga pa ne. Ja, tak, ne. In je zelo solidne fotke delal, čisto za Twitter, pa malo za zebancijo, ne. Ja, je tako. In sem ravno si rekel, da ne smem zapostavljati. Še niko nas ne daj salo. Drugač imaš pa srečo, ker S3 je bil ta prvi Samsung, ki je imel legitimen fotoaparat. Ker S2, ne, ali pa Galaxy Nexus, ki sem ga jaz imel, ki je tudi Samsung naredil, ne. Si jo tak poraz. Tudi za tako smartphone, res tuk slab fotoaparat. Ta je pa v redu, ta je pa tako, da rečeš, vse veš, kar pač slike. Mislim, super, moram biti presrečen, tudi v tem in kakorkoli, no, mislim, tako za trotla je boljška trotelje. Boljška trotelje, ja, se zaradi tega. A imaš original ROM gor od Samsunga, nisi nič rutal pa to? Nič nisem. Ok, to sem se ne to vprašal. Ne vem pa gre na programsko, za unga netbooka, da sploh nas sprašval. Tam lahko umenila, to, kar si previdel, ker imam tle pognan, ker te snemam, ne, pač za Audacity, ne, ti ga pač uporabljaš. Ja, seveda. To je pač program, ki je zastonj za obdelavo audio posnetkov. Super je. Ne, in je pač, Vsem uporabno je za nasnovinare, če smo kje tako na terenu, ne, pa v tujini, naprimer, no, da rabiš kaj na hitro, je odlično, ne, tako izvoziš v MP3 direkt, ne, mail, hopa cupa in tako. Jaz praktično samo 10, tako da, imam nekaj weird protulse, ki pač se mi jih ne da pognati. To pokla res. Kaj imaš pa na telefonu to? Kaj tam, da kar vzajemo roke, ampak gled, tako kot vsakemu rečem, ne, unekih res uporabljaš, ne unekih, da ti fajn zgleda. Ja, ne, uporabljam seveda, ne, pač Twitterje, Facebooke, Instagrame, to najbolj ni ti. Sama, a Twitter, pač official Twitter od Twitterja. Ta plavo ptičko. Ja, jaz mislim, da je to, Imam tudi seveda na tej znamenitem notebooku TweetDeck, no, ampak res praktično ga nisem zagnal že verjetno lep čas, no, ker tako. V bistvu sem gotovo, da včasih ga samo 2 krat na mesec, no. Punca ga večkrat, no, sprav je njen, no, biti iskren. Ampak v bistvu samo takrat, kadar plačam račune, no, ker imam tam gor tudi klik. Klik pa pol. To mi je še edina motivacija. Se pravi, da se da tudi na telefon me da urediti, ampak ker sem to pa sabo nosat, ne. Ja, sej. To je zmerno debata. Tukaj sem konzervativen, da mi ni treba. Tako da v bistvu, zato mi je še, ker imam ta varnostni ključ in te zgodbe pač na tem bla, no. To je uporabljam Chrome, ne, to vem, da vedno sprašuješ, ne. In edino prav, tako da sem imel tudi Opero, ampak ne vem, zakaj sem jo... ker ni bilo treba več parati, ne. Jaz sem Opero imel, dokler sem imel te pakete po, ne vem, 50 mega, 100 mega in veš, Opera je bila tako narejena, da je prvo poslala, ti si šel, ne vem, na Val 202 stran, pa je prvo poslala na Norvešk, na serverje, pa je tam skompresiral, pa tep na telefon, ne. In si ful prošparil na plac, mislim, na porabi mobilni, ne. Tam zdaj imaš ti pakete, ki imaš gigaje, pa Opera mi je sicer žal, ampak res ni več nekaj ekstra razloga. Kaj še? Kaj imaš za podcaste, ki si na Androidu? BeyondPod. A BeyondPoda? Res zanimiv. Ja, ne vem zakaj. Na začetku sem se ga dal potegnil, pa ne vem, je bil glih prvi ali tako.
Jaz sem ta Google Listen. Ja, sam so ga opustili. Ja, opustili so ga, pa nisem, ne vem, zakaj mi je potem... A res, bi vam pa. To mi je ful, veš, kaj jaz sem jih pisal, ker so listno opustili, sem za monitor napisal pregled, tako, pač za Androida, kjer je za alternative, a veš. In se mi je tudi kar dopadal, ampak je tak preveč ali luksaški, no, preveč. Mogoče, Lep ni nič, tako. Ne, tako je, ja. Ne, drugače, če se ti da, mislim, da je 3 evre stane, Pocket Casts. Sam pogledaj, res, kar za podcaste, kar se mene tiče, ta najboljša opcija. Sem hotel kupiti tega Press Reader, RSS-ov. Ja. Pa ne zakaj ga pa nisem. Mislim, ga bom... Google Reader, ti, ki si novinar, Google Reader si ga valjda uporabljal, ne? Oziroma ga uporabljaš. Ja, se zdaj neko drugo različico, tega so ukinili, ne? Ja, boja, junija zgine, ne? Pa imam še prav, verjetno. Boš povedal, da to. Čakaj, je. To je Google Reader. Ne, ti štaj G-Reader. G-Reader, drugo, to ni isto. Ampak ne, okej, ampak imaš pa na Gmailu notar SSI, ne? Ja, imam. Ja, to bojo ukinili, ne? Ta programček bo še obstajal, problem je, ker se sinhronizira na način. Okay. Ja, to tudi pišem zdaj članek za monitor, moram še zvedeti, kaj je alternativa bo. Klašek je. Ne vem, tu imam trolo, ki sicer ne uporabljam, ker se probam ne voziti, čeprav se zdaj še vedno vozim, ampak je pa ena prednost. Na troli edino, kjer lahko tako v miru ali pa res poslušam podcaste. Ne? Tako, ker pa na kolesu mi vseeno malo skerijo kabel, pa tako, ne vem. Si ne upam. Ne zvozim. Ne? Tako, doma pa tudi, mislim, tudi to je edina pozitivna prednost tega vremena, pa tega, da pač ni že 10 dni kolo počiva pred radiem. Mislim pač... Preperu si se, potem pa držujejo. Res je, še prejšnjo soboto. Dobro, Skype, no, to okay. To je standardno. Klasike, zemljevidi, pa seveda pa te medijske aplikacije od dela, pa pač to bolj iz firca našega MMC-a, seveda ne. Ja, imam Google Analytics, da malo gledamo. To ima tudi jaz. Ja, tako že 4 sajte noter. Ok. Jaz imam 2. To je... Pa dobro, S-Planner pa to, ampak tega ne uporabljamo, oziroma sem časih. Kaj pa koledar imaš od Google-a, da ga sploh uporabljaš? Ne. Si bolj na roke pišeš. S-Planner, kaj je to? To je od Google. Ja, to je od Samsunga. To je njihov. Ma ne uporabljam, le priznam, ne organiziram sem tako. Pravi se kar pošljem kak mail, če moram kaj naslednji dan. Res priznam. Ali pa s kakim linkom, ker ne vem, ker mi ne potegne, da bi gledal. Tudi pisati, ne, ker tako. Pošljem mail. Če ta zadnja stvar, to ni programska strojna, ti imaš tudi ta svoj blog, ne? Saj imel si ga, no, ko si bil na Japonskem, ne? Ja. Ki je ta blog, povej, naslov je. Na WordPressu je, mislim, da kar ime pa primek brez.lukahvalc.wordpress.com. Nimaš na svojemu serverju? Ne. To je bilo v bistvu čisto projektno, no, tako kot malo eksperimenta tudi, no. Tem mojim obiskom Japonske 3-mesečnim sem pač nekako malo tudi zaradi svojega arhiva, pa tako sem se odločil, no, da bom se probiti malo svojo multimedijo, no, in sem pač tam par zapiskov objavljal, malo fotke, tudi na YouTubeu sem si takrat kanal odprl, pa sem par posnetkov naredil, no, par jih celo izdanic sem gledal, oziroma sem dobil spet en komentar nad enim posnetkom, seveda takim najbolj komercialnim, na Japonci pa slovensko. To sem videl. Lipa zelenela. To sem se spomnil, da še imam to zadevo. No. Tako da s tem blogom nimam nekih načrtov. No. Nekaj sem še objavljal, ker sem še našel neke fotke, pa arhive, no, mogoče še kdaj na Japonsko. Zakaj si našel v bistvu kaj? Ljubiteljsko ali? Ja, v osnovi ljubiteljsko, ja, ampak to sem pa me je zanimalo, ampak prijavil sem se na eno štipendijo, no, ambasade, tako kulturna izmenjava, kot novinar seveda, no, z enim projektom, tudi malo povezan s frekvenco X, no, pač fenomen japonske tako, družbe, seveda skozi vidik znanosti, tehnologije pa ekonomije, no, napisal sem en tako projekt, no, in potem sem tam imel enega mentorja, no, s katerim sem imel že enkrat tu intervju, tako sem tudi prišel do ideje, no, ker je pač to en izmed pogojev, da imaš domačega mentorja, svetovalca, no, in sem se tako, ne bom rekel, da za hec pojavil, no, ampak tako dobro, delal sem en teden, ampak nisem polagal ravno nekih velikih upov, da bom izbran, ampak sem bil, no, tako da sem pa pač dobil nekje za 90 dni to štipendijo, pa malo sem še pa podaljšal, seveda turistično, no, in tam sem pač seveda delal za radio, no, vse možne zanimivosti, tudi par intervjujev, no, z te znanstvene sfere, no, čeprav je težko kamorkoli daleč tam priti brez znanja jezika, pa tudi zelo so zaprti, ampak mi je pomagal ta mentor, no. Bil sem v Nagoji oziroma Nagoji,
kjer je Toyota, no, tam je bil tudi povezan. Je to nek Toyota City? Ja, to je predel. To sem na Top Gearu videl, ker je smešno zgleda. Ja, prav svoja proga je tudi underground, oziroma te celo magnetne železnice, mislim, da. No. Tako zanimiv fenomen. No, ta gospod je seveda nekoč delal tudi v Toyoti, mislim, da je razvijal motorje na vodikov pogon, no. Tako da je bilo zanimivo, ne, seveda, predvsem z njim debata. Ja. Ni kaj, no, poleg seveda vseh drugih japonskih fenomenov. No. Tako da to skratka, ta blok je bil pa malce čist zaradi svojega arhiva, pa mal tako, da sem se sproti organiziral to, no. Ni je pa to zdaj, ni pokopana zadeva, ampak obstaja. Vse bom dal link, tako da se počel sem pa v neka poja slovensko. Evo, ajde, te pozabimo. Je še par bolj zanimivih, ja. No, pa moje zadnje vprašanje, ki ga vsakmu zastavim, ne. En kos strojne opreme, že ste za strojne opreme, ampak tako, ki ni nujno, da je računalnik ali pa telefon, ki je bil tebi pisan na kožo, pač ki je tebi to bil všeč, a ga še uporabljaš, a ga ne uporabljaš več, ampak tako nekaj fizičnega, veš, nekaj, kar lahko primaš, da bi mogel eno stvar izpostaviti, ki na te vplivajo, ali pa tako, da smo malo bolj ekstra odnos do nje. Veš, kaj imam že 20 let mogoče, no, tako res iz osnovne šole praktično, no. Imam en Firsterker, ampak to doma, ker seveda v Ljubljani, 40 kvadratih, nimam kam dati, oziroma tudi sosedje ne bi. No. Eno Yamaha, no. Tako pa recimo nek tako semi-pro sound system, no. Zvočniki, Wolfdale, tako. Sem čez 20 let staro, da je Yamaha je dober narejen. Ja, res je. Ko se kolo varno še dobro narejen. No, mogoče ni, ja, to bo 20 let. Ja, to že pomeni, da takrat še niso čišroto vsi delali. Res je. No, in tako, sicer parkrat na leto, no, še vedno našopam tam na vas. Še z Junijo. Ja, tako z veseljem nabijem, no. Tako, no, lepo. Evo, to mi je recimo tak, občasni fetiš, no. Sicer še vedno na CD-je nisem si še preklopil, ampak imam to zbirko, no, in tudi par LP-ov, še kup audio kaset imam, evo. To ti lahko pošljem kako fotko. To pa mislim, da vsake, kadarkoli delo ne rešimo neke kasete doma. Ja. Nima trakove. Ja, lepa. Celo sem tipko, ne, sem imel pisalni stroj, pa sem presneval in sem napitil vse komade. Tako si se lotil arhivarsko zadeva. Imam očitno te arhivarske, sem za stvari, ki niso seveda pomembne. Dobro, se to na netu prav pride, te teganje pa to. Tu šepam, priznam. Ok, recimo to. No, to je čisto lepo. Zdaj si me spomnil na to, sploh nisem imel nekega posebnega odnosa do tega. Luka, najlepša hvala. Prosim. To je to. Zdaj pa, kjer boš? Mislim, da si... Kar je pod 100 je... 15 si. To je to. Veseli, lepa cifra. To je to. Aparatus pa to. Hvala še. Aparatus, evo, respekt. Tole je bila 15. epizoda Aparatusa. Nov pogovor pride ven vsako sredo. Lukata najdete na Twitterju pod @vahelc, jaz sem na Twitterju @anzet. Aparatus je pa na spletu www.aparatus.si. Če ste naj zdajle slučajno poslušali v iTunesih, bo pa kakršnakoli ocena tam dobrodošla, ker tako še kakšen poslušalec lahko najde tale podcast. Evo, do naslednje srede je to. Čau.